Namreč v Novi Zelandiji, zdaj če malo skočim tja, sem imela 8 služb. Kakšni so občutki, ko si prišla na to letalo, recimo? Strahovi so vedno. Težko mi je bilo. Še vedno mi je težko. Lahko je nevarno, pa ne zdaj nevarno fizično, ampak čustveno lahko to nevarno, takšno delo, ne? Vsako delo ima pluse in minuse, ne? Mislim, da sem bila prvič na Hrvaškem pri 18 nekje. Drugače ostajaš v istem in se vrtiš v krogu. Novozelandci imajo radi, da greš do njih osebno. V preteklosti, da mogoče še malo razložiš za ostale? Meni so tekle solze, drla sem se od jeze. Kako je to možno v 21. stoletju? Veliko ljudi na tem svetu je zgolj korak oddaljeno od dna, potrebujejo pa le kanček upanja do uspeha. Prisluhnite zgodbam zmagovalcev, ki jih delimo z namero ustvarjati upanje, da je jutri lahko boljši kot danes. Podelite podcast s prijatelji in znanci, ki potrebujejo inspiracijo. Da ugotovijo, da je v življenju možno res čisto vse, če se tega lotimo na pravi način, s pravo miselnostjo. Gostje podcasta to dokazujejo s svojimi izkušnjami, ki jih delijo z nami. Kako nam lahko pomagaš? Oglej si epizodo, lajkaj, komentiraj, podeli, doniraj ali nam označi še koga, da njeno ali njegovo zgodbo izpostavimo na našem podcastu. Sem Rok Slama, moderator podcasta Zgodbe zmagovalcev in resnično verjamem, da tudi ti zmoreš. Sedaj pa uživaj v ogledu. Katja Petrovič? Tako je. Daj nam malo, najprej povej o sebi tako na hitro. Iz kje prihajaš originalno? Torej, prihajam z okolice Maribora, iz podeželja. Sem zelo pozitivna, nasmejana, vedno pripravljena za pomoč, rada imam ljudi, živali, rada se učim, vedno nekaj novega, predvsem pa zelo rada potujem in spoznavam nove ljudi. To pa mi je najbolj vpisano na kožo. Katero je bilo tvoje prvo potovanje takšno, da si ga res zapomnila? Prvo potovanje, ta večje, je bila Amerika. To je bilo 3 leta nazaj. To lahko rečem, je bilo moje prvo večje potovanje. Sem pa predtem potovala tudi preko Erasmus projektov, teh neformalnih. To pa so bili tisti začetki, ko smo s Slovenci potovali, še je bilo vse malo bolj... Vse je bilo organizirano na roki, ne? Zdaj pa potujem sama v svoji režiji. Pa si imela nekdaj to željo po potovanjih? Ne, nikoli. Mi nismo šli nikoli na potovanja z družino. Kmetija tega ne dopušča. Mislim, da sem bila prvič na Hrvaškem pri 18 nekje. In nikoli si nisem mislila, da bom sploh šla v drugo državo. To, da bi pa šla v Ameriko, pa v Novo Zelandijo, to pa je bilo nekaj... Ne, res nikoli nisem mislila. Pa si imela ti dejansko željo v sebi, da bi potovala, ali si živela s tem, da pač to se ne počne? Nisem poznala tega načina življenja, tako da res ni bilo to nikoli v meni. To je prišlo res zelo spontano, ker se, kot pravim, bila sem kot najstnica, sem imela finte in sem vedno bolj z leti ugotavljala, da sem drugačna, da si želim nekaj drugačnega, ne tisto tipično življenje na kmetiji, kot se pričakuje, in vsa ta pričakovanja so me v bistvu potisnila v potovanja. Predvsem pričakovanja, ja. Okolice, doma. In tako se je začelo. V bistvu jaz nisem niti govorila dobro angleško. Moja angleščina je bila porazna. In moje prvo potovanje z letalom je bilo na Portugalsko. In tam sem bila na praksi 2 meseca in sem imela tudi, mislim, moj bivši fan bi moral priti takrat na Portugalsko, ampak smo se razšla. Takrat
me je pustil in sem ostala tam sama z slabim znanjem angleščine. In moja profesorica je rekla, Katja, če želiš, lahko prideš prej domov, jaz vem, da je to hudo, sama si, pa sem rekla, ne, jaz grem do konca. In sem tam tudi spoznala eno kuharico v tistem inštitutu, kjer sem delala, in ona mi je v bistvu pomagala, da sem te težke trenutke prestala. Da dava mogoče malo zdaj perspektive našim gledalcem. Spravi, ti si odraščala na kmetiji, živela na kmetiji, delala za kmetijo praktično, ne? Kjer nisi v bistvu, kako bi rekli, živela si v nekem balončku in samo to si poznala. Danes je poseba, ki veliko potuje, ki ima veliko prijateljev in ki raziskuješ svet skozi nove oči in premaguješ to, kako bi rekli, omejitev, ki si jo doživljala kot otrok. Res je to tvoja zgodba? To je moja zgodba, definitivno. No. Kako težko je dejansko iz takšne zgodbe kar nekaj potovati? Kakšni so občutki, ko si prišla na to letalo, recimo? Na letalu ni bilo tako težko, zato ker sem takrat šla z profesorji in z srednješolci. V bistvu jaz sem na sredini ostala potem sama in se sama vrnila, ampak tja ni bilo tako težko, ker vseeno sem imela neko oporo. A strahovi so vedno, od samega začetka so strahovi. Ampak jaz mislim, da moraš to premagati, da se nekaj spremeni, ker drugače ostajaš v istem in se vrtiš v krogu. Tako da v bistvu, premagujem te strahove konstantno, še vedno. Imaš kakšen zanimiv način, kako ti premaguješ te strahove, ali zgolj greš v to? Zgolj grem v to. Okay. Nimam recepta. Mislim, moji starši so mene vedno učili, da moraš vztrajati. Predvsem oče, on je zelo močen karakter in tukaj ni bilo, danes mi pa ni, pa ne, moraš. To moraš narediti, da lahko potem greš. In to sem dobila od doma, to voljo, da grem čez vse. Oni so me pripravili za to. Takrat mogoče sem bila jezna, mi to ni bilo všeč. Danes pa tudi, kar se tiče dela v tujini, recimo, mi zelo pride prav. Zelo. Dela v tujini na kakšen način bi to rekel, da ti to pride prav? Zato, da vztrajam in da mi ni problem, ker namreč v Novi Zelandiji, zdaj če malo skočim tja, sem imela 8 služb. Ker pač viza tako določa in potem nimaš ene službe, ker ti en delodajalec ne more zagotoviti dovolj dela in iščeš in konstantno si v tem iskanju in moraš biti samozavesten, moraš biti odločen in moraš biti priden predvsem. Ker tudi v Novi Zelandiji in po svetu oni iščejo reference. Tam ni tako kot pri nas, prideš z življenjepisom in te vzamejo na podlagi tega. Tam potem pokličajo prejšnje delodajalce, tudi v Novi Zelandiji so klicali v Slovenijo, da so se pozanimali, kakšna oseba sem jaz. In če se ti nekomu zameriš, potem ni to dobro, ne? To pa res lahko ni fair, ne? Ker lahko pa da dejansko si se zmela nekomu, ki je bil jezen nate zaradi pač lastnega egota, ne? In je potem to nevarno. Pa to je skoraj nemogoče. No ja, še vedno govorimo, da smo ljudje z občutki. Se to je res, ja. Ok, in kaj ste ti še starša predala, recimo, od teh pozitivnih kvalitet? Predvsem delovnost, da vztrajam delovno, ker včasih je težko. Delala sem marsikaj, delala sem v sadovnjakih, v restauracijah in ni mi problem. Ni mi se problem zjutraj vstati. Recimo, ko so moji sovrstniki spali do 11, je moja mama mene zbudila čez počitnice in je rekla, Katja, vstani se, dan se je začel in mi ni bilo takrat ravno prijetno, a danes mi zelo pride prav. Jaz se zjutraj vstajam ob 5:30, telovadim, se nazajtrkujem in potem zaštartam dan. Tako da imam neko rutino. Lahko rečem dobro rutino. To sta mi dala poštenost,
poštenost predvsem. Ja, in tudi sprejemanje na nek način, če ravno to sem dosti nadgradila v tujini, no. Ker vseeno mi smo v mehurčku, tako smo rekla na začetku, ne poznamo sveta, a vseeno smo za medsebojne odnose, to sta me naučila, teh vrednot, no. Da se znam pogovarjati, da imam nek bonton, tako da to se jim res lahko zahvalim. Lepo. Kako pa je potem šlo tvoje učenje angleščine? Danes si verjetno se znajdeš, ali na kaj stopni bi rekel, da si? Ja, danes je malo boljše. Okay. Je pa bilo kar zanimivo, no? Začetki so bili, zdaj lahko dam en primer, tudi v Novi Zelandiji sem delala v enem baru in oni naročijo pivo, točeno pivo. To je beer on tap. In on meni to reče in jaz ga gledam, kaj ti je beer on tap, je to posebno pivo? Jaz nisem vedela tega. In pol mi še reče pint, half pint in sem bila zgubljena. Velikokrat sem izpadla nerodna. Zelo velikokrat. Ampak tako sem se učila. Učila sem se skozi napake. In tudi, ko sem bila v Ameriki, sem delala v adrenalinskem parku in tam so večinoma bili otroci in sem njih spraševala, sem rekla, kako se pa temu reče. In vedno so me vsi zelo pozitivno sprejeli. No. Vsi so bili zelo navdušeni, odkot prihajam, postavljali razna vprašanja, mi pomagali, nikoli nisem naletela na čuden pogled ali pa nerazumevanje. A ti vedno, ko greš tako potovati, delaš ali tudi kdaj sam počivaš? Ja, tudi si vzamem čas za oddih, ampak večinoma pa delam, zato ker seveda moraš to vse financirati. Ne? To so, recimo Nova Zelandija je kar draga država, ne? Tam brez dela ne gre. Tako da v bistvu vsa ta moja potovanja, jaz pravim, to so moji projekti in jih financiram izključno sama. Tako da tudi zdaj sem delala tukaj v Sloveniji 4 mesece, da bom lahko potem odpotovala, si kupila karto in lahko živela vsaj mesec dni. Torej, tvoj zdaj naslednji cilj je Nova Zelandija? Avstralija. Avstralija. Točno. Jaz sem prišla maja domov iz Nove Zelandije, zdaj pa grem v Avstralijo. Za nedoločen čas. Tako je. Okay. Delam torej zdaj malo ilustrirati svoje življenje, se pravi, bila si na kmetiji. Kaj so bili nekako tvoje te neke povezovalne točke, ki so te danes pripeljali do tega, da greš pa ti živeti v Avstralijo? Ja, predvsem ljudje se mi zdi, no, da meni ogromno ljudje dajo. In te kulture, ta doživetja, to mene vedno bolj vleče v svet. Ne. Na začetku si misliš, to je zdaj, to dam skozi, pa je konec, pa se ostalim. Ampak ni tak, ni točno tak. Ne. Predvsem ljudje, ja, ljudje so me navdihnili, da sem začela potovati. Se pravi, imela sem eno profesorico v višji šoli, ona je dosti prispevala k temu, da sem šla najprej na prakso v tujino, mi je dosti tudi pomagala, me podpirala, mi mentalno stala ob strani. Smo še zdaj dobre prijateljice. Potem sem spoznala na poti prijatelje, ki so me navdihovali. Na začetku mi je bilo to tako, ja, jaz bom šla samo v varne države, ne bom potovala v Azijo, čeprav Azija je tudi zelo varna. Ne bom potovala izven Evrope, ampak potem reče kolegica, jaz grem. Pa sem kaj dobro, te pa jaz tudi grem. Če ti lahko greš, pa jaz tudi grem. Samo jaz grem na drugi konec. In tak, v bistvu. Potem tudi spoznaš ljudi v tujini, ki ti izredno pomagajo. V Novi Zelandiji sem spoznala enega, zdaj mojega dobrega prijatelja, ki mi je ponudil dom, ponudil mi je tudi avto, da sem se lahko prevažala na delo, vse brezplačno. Se potem najemnino sem oplačevala, ampak on je bil pripravljen vse brezplačno. Je rekel, Katja, ti si tak fajna družba, meni je to čisto dovolj, da si ti tukaj, da se mi dva družima. In zdaj je prišel v Slovenijo
in smo celo potovala tukaj okoli skupaj. Tako da to je tisto, kaj me najbolj navdihuje. No. Okay, tvoja pot se je začela iz Maribora, pa potem na Portugalsko najprej. In kaj se potem še vse od takrat naprej? Potem pa sem začela s temi Erasmus projekti, manjšimi. Ne? In bila sem v enem poletju, mislim, da sem obiskala tri države, Turčijo, Latvijo, Španijo, Portugalsko ponovno. Potem pa sem šla naslednjo leto v Ameriko, ko sem diplomirala. Po diplomi pa sem rekla, da pa je čas za nek večji projekt. Čeprav se je to tudi zelo spontano zgodilo. Jaz tudi, ko ne bom rekla, da se naveličam, kako na to rečem, ampak ko imam jaz vsega dovolj, jaz rečem, zdaj pa je čas, da jaz grem. Čist tak. Če je kak večji pritisk, jaz moram iti. Jaz ne morem ostajati v okolju, ki name pritiska. Se pravi, jaz sem kot mačka. Jaz grem po svoje. Zdaj, lahko me hočeš spreminjati, kolikor želiš, ampak jaz taka sem. Tako da to me tudi kar žene. Ti to vedno pomaga, ta tvoja, rečemo, kako rekli, odločnost, da greš nek korak dalje, ali imaš tudi kdaj kakšne izzive zaradi tega? Seveda imam izzive, so izzivi, predvsem zato, ker tukaj je družina, družba, okolica, to so ljudje, ki ti nekaj pomenijo, ne? In tudi je težko zapustiti. Oni meni vedno pravijo, ja, ti nas zapuščaš. Jaz njih zapuščam, ja, tudi jaz zapuščam nekoga, ne? Tudi meni ni enostavno. Kdo ti to reče predvsem? Družina, tudi prijatelji. Ja, spet greš. Kaj bomo brez tebe? Ni enostavno. Tudi meni ni enostavno. Samo to je moja pot. To pač moraš sprejeti. Jaz pravim, ne smemo biti sebični. Moramo si pustiti svobodo. Tudi v partnerski vezi, v kjerkoli. Vsak rabi svobodo, ne? Kaj pa, ko smo že zdaj prišli do družine, ne? Spravi, oni te niso podprli, kakor sem te razumel na začetku. Ne, seveda ne. Mislim, ne poznajo tega načina življenja. Ne? Se pravim, starša nikoli nista šla na nobeno potovanje. Nista nikoli spoznala ljudi, tujih ljudi. To je čisto drugačen način življenja. In se jih razumem. Zdaj jih razumem, takrat pa je bilo težko. Je bilo. V čem sta pa ona dva odraščala? Podobno? Zelo podobno, ja. Ja. Na kmetiji. Pa danes kdaj razmišljate, da bi šel kdo s tabo? Ne. Čeprav mislim, da mamo vedno bolj vleče, ker namreč letos smo torej gostili mojega prijatelja z Nove Zelandije in prijateljico iz Francije. In smo prepevali, ker moj prijatelj je učitelj glasbe in je igral na klavir, mi dve smo pele in sem videla leske v njunih očeh, da jima je bilo zelo toplo pri srcu. Če ravno mislim, da ne bi pa bila pripravljena leteti v Avstralijo. Če ravno mamo prepričujem, ker mama vseeno je bolj odprta, ona je že letela z letalom in upam, da se to resniči, ampak nimam pričakovanj čistak. Sta pa zdaj začela hoditi na dopuste, ko nimamo več krav, je to omogočeno in se ima tudi vidi, da sta se malo spremenila, sta bolj sproščena. Tako da, vsaj v tej smeri, no. To je dobro. Ja. Ti imaš, brate, sestre imaš? Ne, jaz sem edinka. Se zato sem jaz posebna. Ok, kako pa si se počutila, se pravi, ko si dobila od njihove strani, da pač te ne podpirajo, da ne iti in tako dalje, ne? Kako si se ti počutila v teh trenutkih? Težko mi je bilo. Še vedno mi je težko. Ampak se pravim, to je moje življenje. Jaz sem zdaj zelo srečna in mislim, da
vsak starš si želi svojega otroka videti srečnega. In če sem jaz srečna, smo vsi srečni. In upam, da bom tudi z svojim vzgledom ima pokazala, da je tudi ta način življenja lep po svoje. Da ni vse družina, avto, tipično ustaljeno življenje, ampak da tudi tako lahko lepo živiš. Čeravno je bolj riskantno, to pa je. Pa bi rekla, da sta ona dva drugače srečna ali imata še rezervo za to, do sreče? Imata še rezervo. Kaj pa ona dva zase rečeta? Da sta. Mislim, moj oče zelo rad dela, tako da to je njegova sreča. Mama tudi seveda, ampak mami pa še zdaj, da je malo bolj free. Kaj pa potem odnose vzdrževati? Se pravi, ko toliko potuješ? Z družino, s prijatelji, oboje. Oboje plus še intimni odnosi konec konca so tukaj. Z družino jaz mislim, da zdaj sem bolj povezana, kot smo bili prej. Definitivno smo bolj povezani. Tudi jaz sem se malo spremenila, tudi jaz sem se malo bolj umirila, ker sem imela tisto svoje obdobje, ko sem si barvala lase na pink, pa piercingi, pa tako naprej. To, kar se ravno za na kmetijo ne spodobi, ne? Pa vegetarijanka na kmetiji še bolj, ne? Tako da sem jaz tudi prišla bolj nazaj k sebi, bi lahko rekla. Sem bolj umirjena, sproščena. Tudi ona dva, kot sem rekla, sta bolj sproščena in tukaj se potem pozna, da se tudi odnosi spremenijo, ne? Tako da naši odnosi so bistveno boljši in bolj se razumemo. Še vedno, seveda so izzivi, so povsod, ampak napredujemo. S prijatelji pa sem bolj povezana kot kadarkoli prej. To pa tudi sem opazila, ko sem bila v Novi Zelandiji. Sem bila tam dosti bolana, enkrat predvsem konkretno bolana in ni bilo nikogar. Vsi tisti, ko smo skupaj žurali, so se skrili, fant, ki sem ga dejtala, je pobegnil. In ostala sem sama in najbolj mi je ob strani so stali moji prijatelji doma in moja družina. Tako da sem potem res videla, tam smo vsi v nekem mehurčku, skupaj plavamo, to je začasno. To so vezi, ki se bojo slej ko prej razkropile. Tako da mislim, da imam dosti bolj stabilne odnose zdaj z ljudmi, kot pa prej. Še posebej po Novi Zelandiji. Ti boš zdaj recimo šla za kaj leta, ne? V Avstralijo. Za 1 leto zagotovo, a imam namen podaljšati vizo. Mislim, vse spontano, a je željano. In da boš delala ponovno neke projekte oziroma pač različne službe, ali imaš kakšne plane, bolj rečemo, fokusirane na eno zadevo? Kaj ti je cilj? Ja. Na začetku vsekakor bom mogla delati delo, ki mi omogoča, da podaljšam vizo. To je 88 dni v kmetijstvu, v turizmu, v določenih območjih. Tako da zagotovo to je moj prvi cilj. Potem pa imam tudi željo se preizkusiti bolj v sociali. Rada bi mogoče delala z otroci, ne ravno s posebnimi potrebami, ampak z raznimi duševnimi motnjami. Pa ne ravno otroci, bolj najstniki in mladi odrasli. To imam željo, ker se mi zdi, da imam čut za to. No. Tako da to mi je želja. Si to že počela? Ne, nisem še. Ne. Ampak imam tudi namen v Avstraliji narediti en kurs za to. Mislim, to je tako, lahko je nevarno, pa ne zdaj nevarno fizično, ampak čustveno je lahko to nevarno, takšno delo, ne? Ja, vsako delo ima pluse in minuse, ne? Jaz sem se zdaj dosti naučila postavljati tudi meje, kaj sem bila v Novi Zelandiji, ker mislim, zato mislim, da je pravi čas, da se preizkusim v nečem takšnem. Dobro.
Kaj pa to, ko si omenila, da moraš 88 dni delati v neki tej panogi? To so kakšni potem pogoji dejansko za vizo? Ja, da lahko podaljšam vizo. Tako, da še potem lahko ostanem dodatno leto v Avstraliji. Znaš mogoče kaj razložiti komu, ki bi tudi želel tako potovati? Spravi, kaj to moraš narediti, kje se to apliciraš, kako to vodiš evidenco, karkoli? Jaz si ne predstavljam še. Shranjuješ si payslipe, torej plačilne liste si shranjuješ, pogodbo o zaposlitvi in moraš delati, mislim, da polni delovni čas, moraš delati za enega delodajalca. Lahko delaš seveda za več različnih, ne? Skozi, ker to je vseeno 3 mesece, ne? Ponavadi ti dajo pogodbo za 1 mesec in adijo, ne? Si moraš spet ponovno iskati. Vsekakor priporočam za tisti, ki imajo to namen, da ko imajo namen v Avstralijo, da se tega lotijo zdaj na začetku, ker jaz, ko sem bila v Novi Zelandiji, sem tudi to naredila in na koncu in mi je voda tekla v grlo, zato ker je bilo že kar pozno, pa iščeš delodajalca, pa en ti ne podaljša, pa je bilo kar zanimivo, no? Vse je bilo zelo na knap. Drugače pa ja, to je delo v kmetijstvu, v sadjarstvu, vinogradništvu, ter kot sem rekla, v turizmu na določenih območjih, predvsem na severnih teh, kako se rečejo, statih. Ja. Ok. In ti si zdaj že kaj izmenjeno naprej, ali ko priješ tam se lotiš? Ko pridem tja, se lotim. To imaš kakšne agencije, ki ti pomagajo pri tem iskanju, ali se moraš samostojno? Samostojno. Vse to je tako pri nas, ko imamo te kako so že aplikacije oziroma spletne portale, ja, isto imajo oni, Seek se reče, pa Trade Me, nekaj takega. Tam iščeš backpacker board. Predvsem pa Avstralci, Novozelandci imajo radi, da greš do njih osebno. Nimajo radi tega pošiljanja mailov pa klicanja. Imajo raje osebni stik, da te vidijo, da se ti predstaviš in potem seveda, da jim daš reference. Zanimivo. To je najbolj pomembno, ja. Ok. In je fajn z njimi biti recimo iskrena, da želiš pri njih delati zato, da imaš potem vizo naprej? Seveda. Okay. Ja. Sej, določeni delodajalci že naprej napišajo, da je delo za podaljšanje vize. To je zelo v Avstraliji popularno. V Novi Zelandiji ne toliko, v Avstraliji pa zelo. Ker rabijo delavce. Zato je tudi to namensko v kmetijstvu in turizmu, ker tukaj je pomanjkljaj. Razumem. In potem za koliko časa lahko podaljšaš? Za 1 leto, potem pa še lahko še za dodatno leto. Torej so 3 leta bi lahko bilo dol? 3 leta, ja. S tem, da najprej je 88 dni, potem je pa 6 mesecev drugo leto. Da moraš delati v teh panogah. Ja. Okay. So pogoji. Pa imaš idejo nadaljevati pa še naprej, ali je nekako to tvoj limit potem 2-3 leta? Ne vem. Jaz se prepuščam življenju, ker sem ugotovila, da ko se prepustim toku, vse steče. Kak preveč kompliciram ali pa preveč razmišljam, potem se nekaj zgodi, pa vse pade v vodo. Tako da najboljše je biti sproščen. Seveda imam cilje. Mislim, da v vsaj 2 letih bi se mogla malo ustaliti. Mislim, mogla. Prideti tudi čez ta način življenja v hostlih, vedno novi ljudje, partiji. Jaz več nisem ravno v zgodnjih 20-ih, ne? Mislim, zgodnjih, ne zgodnjih. Kako se reče? Zdaj sem v zgodnjih, ja. Ja, nisi več v zgodnjih 20-ih. Ja, vse sem prav povedala. Točno to. In mi ni več to tako zanimivo. Partiji, pa skozi žuranje, pa menjavanje okolja. Bolj mi je zdaj všeč konstanta, da sem z istimi ljudmi, da se bolj povežem. Tako da mislim, da ne bo šlo to na dolgi rok tak. Se bom mogla nekje stabilizirati. Na svoj način. Da se malo sprehoditi še po teh državah, ki si jih obiskala, recimo, ne?
Če nam poveš mogoče zdaj kakšno zanimivosti iz Portugalske najprej. Kaj ti je bilo tam recimo najbolj zanimivo, kako so to ljudje drugačni? Kakšna stvar, ki se je zgodila prigoda? Portugalska. Portugalska, mislim, jaz najbolj sem si jo zapomnila, se lahko rečem po tej kuharci, moji prijateljici Kristjani, ki mi je... Ni Ronaldo, ne? Ne, to je ženska. Lahko bila Kristjana Ronaldo. Ona, mislim, se mi je najbolj vtisnila v spomin. Kako smo skupaj odkrivali okolico, mi je pokazala kotičke, skrite kotičke, ne turistične. Se pravim, jaz najbolj skozi ljudi doživljam svoje potovanja. Tako da lahko rečem predvsem trenutki z ljudmi, bolj kot pa kakva doživetja, mislim, turistične atrakcije. Kakšni pa so ljudje na Portugalskem? Zelo prijazni, zelo preprosti. Portugalci, koliko vem, ne potujejo veliko, tako da so v enem mehurčku, mogoče malo tudi starokopitni, tradicionalni, živijo zelo preprosto življenje, družina ima velik pomen, imajo res zelo okusno hrano, kulinarika je odlična, lepe plaže. Na katerem delu si bila Portugalske? Severnem bolj. Braga, Porto. V Bragi sem živela 2 meseca. Kako se pa razlikuje kulinarika med Portugalsko pa Španijo? Ali sta si ful podobne? Mislim, sta si kar podobne, se mi zdi, ja. Če ravno, meni v Španiji ni bila tako dobra hrana, če sem iskrena. Samo mi smo bili, prek Erasmusa sem bila in so za nas kuhali, tako da ne poznam tako ravno kulinarike tam. Drugače pa morska hrana predvsem prevladuje, ja. Oboje je super. Jaz vedno rečem, vse posod je lepo. Vse posod so plusi in minusi. Okay. Kaj potem Amerika? Kje si bila recimo v Ameriki? To pa sem bila bazirana v Utahu. Tam sem živela 3 mesece, pa delala v tem adrenalinskem olimpijskem parku. Potem pa sem 1 mesec potovala najprej z 2 Slovenkama, potem pa še z enim Ekvadorcem, ki sem ga tudi spoznala v tem parku, ki je bil moj sodelavec. To pa je bilo tudi zelo pestro, veliko žurov, veliko tudi potovanj, raznih taborjen, pa tako adrenalinsko. No. Tam sem sicer bila za Slovenci tudi, večinoma, tako da je bilo kar domače. To je ful zanimivo v Ameriki, ko dejansko spoznaš več Slovencev tam kot doma. Skoraj. Se to. Ja, je bilo kar zanimivo, mislim. Nisem čutila take razlike, tam, ko sem živela med Slovenijo in Ameriko, ker smo mi bili v enem mehurčku tudi, v bolj bogatem mestu in so ljudje izredno dobro izobraženi, poznajo Slovenijo, recimo, ko vsi pravijo, ja, pa se dobe ne pozna Slovenije. Zelo poznajo Slovenijo. Koliko časa nazaj si bila? 3 leta. 3 leta nazaj. Ja. Imamo že zelo znane ljudi v tem času, ja. Ja, to je tudi res, ja. Ja, Amerika je bila tudi zelo posebna. Kako si pa glede hrane v Ameriki? Ker moje, res bom rekel, močne izkušnje Amerike je ravno ta hrana. Ker po 3 tednih se mi je zagablo že vse. Mislim, jedel sem celine, jaz sem še Subway, ker je bilo najcenejše, pa nekako daje občutek neke svežine, ampak vemo, da ni, ne? In se spomnim, ko sem prišel nazaj, jaz sem po 1 mesec nekega detoksa, da sem se počutil sploh še normalno. Ja. Kako si ti to, ker iz kmetije prideti potem v tisto industrijo? Meni je bilo všeč. Ja? Zato, ker sem bila navajena doma tiste naravne hrane, potem pa nekaj novega, ne? Okay. Mislim, meni ni bil problem. Nisi pa nič čutila, recimo, na telesu, da bi ti to negativno vplivalo? To ja. No, napihnjena sem prišla domov. Ne zdaj bolj močna, sem se malo zredila, ampak prav napihnjena v obraz čabi. Pri meni se to ne opazi. Ok. Pa ti je vseeno, torej bil okus hrane tam dejansko zanimiv, dober? Ja, probala sem različne, predvsem mehiško imajo dobro tam, ker je dosti Latinoameričanov in znajo
res. Samo mi smo si tudi kuhali ogromno. Okay. Tako da nismo dosti jedli zunaj, ker potem to finančno tudi ne znese. Tudi ni tako poceni ta McDonald's pa te njihove... Ja, absolutno. Mislim, da sabo je še dokaj je, ampak ja, se strinjam. Mi takrat nismo imeli zares pogojev za kuhanje, ker smo bili v nekem guest houseu, ful majhna kuhinca, pašto si kuhal, mislim, da je 1 uro, ker pač tako počasi vrelo in smo obupali. Po prvem poskusu smo rekli, ne, bomo reči zunaj jedli. Tako da kje si pa potem potovala? To si šla nek road trip po celi Ameriki? Po celi Ameriki. Pol smo pa šli v te seveda nacionalne parke, kako so že? Ja, Grand Canyon, Yellowstone, ja. To smo šli že vmes tudi, pa še potem. Šli smo tudi v Las Vegas, seveda, 2-krat. Potem Kalifornija, predvsem zanimiv mi je bil ta Sequoia gozd. To mi je res bilo pri srcu. Pa potem San Francisco, Los Angeles, potem smo pa letele v New York in oni dve sta potem predčasno odleteli domov. Mene pa je potem tam čakal ta Ekvadorec in smo nadaljevala pot Virginia, Washington DC, pa potem vse dol do Miamija, odkot sem potem tudi letela domov. Tako da je bilo kar razgibano potovanje enomesečno. Spali smo v kombiju, jedli smo sendviče, umivali smo se na teh njihovih bencinskih črpalkah. Ja, čisto preprosto je bilo. Kakšna prigoda zanimiva? Prigoda. Zdaj si me pa doma. Ogromno jih je bilo, no. Tako da, prigoda. No, si lahko greva naprej v druge države, pa boš potem se vrnila nazaj, če sem spomnila kakšno. Mogoče mi je bilo ful zanimivo, ko smo bila z tem Ekvadorcem v Airbnb-u pri eni familiji in so oddajali sobo v hiši in so imeli 2 velika psa notri v hiši in ti si tja prišel, si samo v kodo vtipkal kodo, si samo vtipkal kodo in si vstopil v hišo in oni so tam živeli zraven. Kuhinja je bila zraven in si ti spremljal, kako oni živijo. Imeli so tako malo ograjico, da psi niso prišli čez in to mi je bilo res zanimivo. No. A to si edinikrat tako doživela, da si samo sobo rentala? Ja, mislim. Okay. Potem v New Yorku tudi smo bila zraven enega, ko je imel mačko. Tam sem bila tudi prigode z mačko, ko naj jo jezla po noči. Kaj še takega? Prigoda. Je pa ena stvar, ki je ne bom nikoli pozabila. Na Floridi, Three Sisters Springs se reče, so manate, mislim da, te morske krave. Okay. S tem sem plavala. Z njimi sem plavala. To pa mi je bilo nepozabno doživetje. Res. Kako si se odločila za morske krave, ne delfine, recimo, ko večina naredi? Ne vem. Mislim, da sem videla preko Instagrama, ali kaj je bila, nek oglas je bil in si rekla, to pa moramo iti gledati, ker je tako čudovito izgledalo. In res smo prišla izven sezone, vse je bilo prazno, žive duše ni bilo. In domačini so naj ful lepo sprejeli, ker je to taka vas, v bistvu, ko ima tole reko in oni priplavajo iz morja v to reko, ker je topleje. In smo jih šla gledati in tam si mogel plačati en del, da bi z njimi plaval, ker je to kristalna voda, res vidiš na dalečih, kako one lepo plavajo. Pol pa je en taki prosti bazen zunanji, mislim bazen, reka je. In smo šla tja plavati, smo rekla, nema si plačevala. In jaz plavam in naenkrat nekaj začutim, da se me dotika. Pa pogledam, pa zraven vidim to morsko kravo. To je 2 metra veliko, res, pa kar močne so. To mi je bilo tako doživetje. So prijazne? Ali... Zelo. Ja. To plavaš, jih božaš, neverjetna izkušnja. To mi je bilo res. Pa potem še ena taka stvar, ko smo šli v
en adrenalinski park, mislim, da največji v Ameriki, se ne morem spomniti, kako se mu rečeš, Six Flags, nekaj takega. Okay, ja. Ko imajo te rollercoastere. In sem prvič v življenju šla na rollercoaster. In oni moji dve kolegici, sta me malo, kako se lepo naj izrazim, Zafrknile, ja. Se to ti ni tako hud. Pojdi, boš videla, ni tako hudo. Za prvič bil je najbolj hud rollercoaster. Jaz imela napaka zaprte oči, mene je skoraj kap. Res. Po moje 2 najhujši minuti v mojem življenju, a bolj sem nadaljevala. Bolj sem ta strah izgubila in je bilo noro fajn. In takrat je bil tudi ta Halloween v Ameriki in so imeli te njihove, ko imajo v teh parkih, ko strašijo z motorko pride, pa potem hunting rooms, pa take fore. Ful je bilo zanimivo, res. Dobro. Zdaj sem spomnila na mojo prvo izkušnjo Gardelanda. Smo šli z šolo, osnovna šola, po mojem. In bil z nami en, ki je bil tam že 10-krat. Ne vem, tašno, z otroštvo, da so ga vozili v Gardeland, pa kamorkoli, Disneyland, ni bil problem. In prva stvar, gremo na tisti prosti pad. Pridemo notri, ena soba, vroče bilo. Mi so vsi že potimo, valjda še ta strah. In evo, zdaj se bo doprla vrata, pa gremo notri. Se odpre vrata, druga soba. Tako nič drugega. Se odpre vrata, tretja soba. In tako že ena 5., 6. soba, zdaj to bi pa že moglo biti, mi bi že mogli se vseti. Valjda nam strah še bolj naraste. In končno se odpre ta glavna vrata, evo pridemo mi, da se vsedemo v te kokpite, nas pripnejo. Jaz takrat, ne vem, kaj bilo, kome, da sem se pripel tik prej štartalo, ker me je že malo prijelo straha, jaz skočim dol ali se probam, mi rata, v redu, in gremo počasi gor. In jaz za prvič sem se vsedel po nesreči na tisto stran, ki gledaš v dolino. Tako da je še huje. Nekako živim, diham mirno. In prijemo na vrh in so ekrani. In te ekrani bi mogli delati. Jaz sem resno, zdaj se to pokvari. In samo tako gledamo, kaj zdaj? Ja, zdaj bi moglo tukaj nekaj odštevati. In jaz pa bo to začelo in sam bom dol. Tako da ja, vem, kaj meni pač iz prve na neko grozno situacijo in pol enostavno je vse ostalo. Pol pa gre, ne? Enostavno, ja. Nekako. Tako da takrat mi je še šlo. Pol pa, takrat sploh nisem šel več v adrenalinske parke. Mislim, nimam neke te potrebe, čisto iskreno. Ti si bila v Gardelandu? Ne še. Ne še, ja, res je. Ok. Bi še katero državo izpostavila, preden greva še na Novo Zelandijo? Turčija. Turčija, ja, mogoče. Kako je tam? Kako so tam ljudje? Kakšne so bile tvoje izkušnje? A si tudi tam delala? Ne, tam pa sem bila na Erasmus projektu, pa potem sem tudi potovala z kolegico. Zelo dobra hrana, predvsem zajtrk. Jaz sem zelo velika ljubiteljica kulinarike, različne, in tam je bila res božanska hrana. Mislim, ne drugače nas gledaš, jaz gledam tisti ljubitelj kulinarike. Ja, hrana, pa ljudje so tudi izredno prijazni, zelo delovni, deloholiki v Turčiji. Tako živi so, se mi zdi, tam je vse tako živo. Polne ulice, ko greš na te bazare, vsi ti nekaj ponujajo. Dogajanje, no. Tam sem imela eno prigodo, da sem s prijatelji smo šli k njihovim prijateljem v eno stanovanje in je bil tam en tetover vmes. Ampak on je bil začetnik. In to je bilo na božično noč, 24. na 25. nekako tak. In midvi s kolegico smo rekli, sem rekla, ker vse posod vidim kaktuse, jaz bi imela kaktus tu. Pa ona reče, pa jaz tudi. Pa smo ga vprašali, bi nama naredil, malo je bil prestrašen, ker vseeno ni ravno profi, pa sta ziher, mi zaupata, to je zdaj božično darilo za naju. In jaz smo z pivom v roki na božični večer lepo se tetovirale. To je ena taka prigoda. Mislim, na nekem vidnem mestu? Na nogi. Na nogi? Ja.
In kako je spadlo? Super. Mislim, jaz sem zadovoljna za prvi tatu. Okay. To je taka spontana. Prvih imaš že več? Zdaj jih imam že več, ja. Tako da ja, to je bilo zelo zanimivo. Okay. Torej tebi karkoli nekdo da nek izziv, ti boš rekla ja. Ja, definitivno. Ja. Tudi v Novi Zelandiji ena kolegica je rekla, jaz bi imela tatu, bi ga imela z mano? Sem kao, ajde, gremo. In ja, imam tatu z njo. Dobro, da te kdo ne povabi, da se vržeš brez padala nekam. Brez padala, to ravno ne. S padalom pa. Čekaj, bila si rekla skydiving? Ja, to sem pa dobila od tega prijatelja z Nove Zelandije za rojstni dan, darilo v tandemu. Smo skočila v Nelsonu v Novi Zelandiji z letala. Okay. To je pa bilo doživetje in pol. Ja? Bilo nas je 6 in jaz sem šla zadnja noter, kar pomeni, da moram prva skočiti. In so mi potem rekli, da kako so se vrata odprla, sem se na glas zadrla. Shit. In že me več ni bilo. Kakšen je to občutek po telesu? Kaj se ti zgodi v tem trenutku, ko skočiš? Šok, adrenalin, srce razbija, dihati ne moreš. Spet sem oči zaprla, mislim, vedno naredim isto napako. Pol pa sem se prepričala, vse je v redu, odpri oči in je bilo fenomenalno doživetje. Res bi še ponovila. Kakšna je razlika, torej, ko imaš zaprte oči, pa ko odpreš? Zakaj je napaka med zaprte oči? Ker te še bolj panika daje. Okay. Ker pa meni se zdi, da nočeš se soočiti z svojim strahom. Moraš se soočiti. Pol je lažje. Ko to premagaš, je lažje. Samo tisti začetki, ta strah. A pa je kakšen strah, ki ga imaš, pa ga res ne bi šla še premagati? Smrt. Ok, govorimo o teh, ki so... Dajmo govoriti o teh, ki so pač še dovolj varni, da njih smrt končni rezultat. Ker ti daš takšen občutek, da res karkoli ti bom dal challenge, boš pač rekla, ok, grem. Bungee jumping pa ne bi. Okay. Zaradi zdravstvenih razlogov. Tega mogoče ne bi, pa me tudi recimo strah. Bi, če bi moje telo to dopuščalo. Torej to so tvoje osebni, pač osebno zdravje. Ja, tako. Okay. Bi delila karkoli? Hernijo imam. Nič takšnega. Okay. Tako da tukaj žal vsega ne moram. No. Tudi razni adrenalinski športi ne pridejo v poštev, ker se križa tiče. No. Ja, hrbet pa te stvari. Ja, res. Vse, ko bodo ljudje v najnih letih bodo razumeli. Ja. Ok. In potem je bila tukaj zdaj Nova Zelandija. Koliko časa si bila dol? Leto pa 3 mesece. Ok. Si vedela, da boš toliko časa, ali se je to spet dogajalo spontano? Mislila sem, da bom 1 leto, ampak sem potem podaljšala za 3 mesece. Ker samo 3 mesece lahko, se drugače bi še več. Okay. Nisem te vprašala, zakaj se sploh vrneš? Ja. Zato, ker še nisem pripravljena se ustaliti. To me vsi vprašajo, ker Nova Zelandija je perfektna za se ustaliti. Kaj ti je všeč? Vse mi je všeč. Ljudje so zelo prijazni, bolj so umirjeni, sproščeni, imajo čudovito naravo, gore, morje obenem, hrana je okej. Standard je zelo v redu. Mislim, perfektno, ni nekih nemirov, zelo je daleč. Ja, Nova Zelandija bi bila res perfektna za se ustaliti. In kaj ti recimo preprečuje? Je dejansko težko dobiti vizo? Viza je eden izmed razlogov, ja, ker potem se bi dobila delovno vizo lahko, ampak to pomeni, da se ti moraš zaposliti za nekaj časa, 2 do 5 let, mislim, da je. In moraš biti zaposlen za istega delodajalca in na istem kraju, kar pa še pri meni ne pride v poštev. Plus tega to še ne pomeni, da si pol ti državljan. Ne? Potem še moraš za to zaprositi, to traja menda 10 let. In zdaj, če jaz recimo tam ostanem 5 let, pridem nazaj domov, moram začeti od začetka. Sprej, prav ne smeš zapustiti vmes.
Ja, moraš, mislim, nimaš dobenih pravic tam, ne. In zdaj še imam možnost izkoristiti Avstralijo, ker Avstralija je omejena do 30. leta, da se lahko prijaviš na to vizo, work and holiday. In sem rekla, pač to še hočem izkoristiti. V Novo Zelandijo še vedno lahko grem, ker vseeno imam nekaj vezi, ki mi mogoče lahko to omogočijo, da potem ostanem tam za dlje časa. A Avstralija še vedno na listi, ne. Se pravim, jaz imam to projekte, jaz si zadam nekaj in potem to hočem izpeljati do konca. Ker to tudi dosti stane. Mene je ta viza za Avstralijo ostala že kar nekaj jurjev. Aha, to je potem nekaj, kar moraš sproti plačevati? Sama viza stane nekje 400 €, zdaj v dolarjih. Zdaj pretvarjam nekje 400 €, potem rabiš 5,000 avstralskih dolarjev na bančnem računu, to je tam nekje 3,000. Potem še rabiš certifikat, da znaš angleško. To me je stalo 250 €. Torej, če ne znaš angleško, ne moreš... Ne. Če ne narediš, se ni težko. Če ne narediš 4 točke od 9, nekaj takega, potem ne moreš. Plus tega, da rabiš višjo ali visoko šolo. Brez tega tudi ne gre. Aha, ampak to, če hočeš delati tam? Za to vizo. To je pogoj za to vizo. Aha, razumem. Ja. Zanimivo. Tako da to je kar velik strošek. Potem pa še tukaj karta, pa še preživeti moraš tam nekaj časa. A si kdaj bila v nevarnosti, da dejansko ne bi mogla finančno speljati takšnih stvari? Ne. Zato, ker se tega tiče, sem kar organizirana. Pa potem koristim couchsurfing, ne vem, če to poznaš. Poznam. Pa potem zdaj tudi imam namen poskusiti ta woofing, da delaš za prenočišče in hrano na eni kmetiji ali ranču. To sem pa dejansko kad gledal, da bi nekoč nazaj, pred otroci. Ne, couchsurfing poznam, ker sem tudi sam oddajal v Ljubljani. Ja, pač, jaz sem istočasno imel aktivirano couchsurfing in Airbnb za isto stvar. In pač, eni so plačali, eni so prišli zastojni. Kako dobro, res. Meni se pa šlo takrat dejansko, da spoznam ljudi. Pač sem imel neko obdobje, ko mi je ful pasalo spoznati tujce in sem imel to aktivirano. Se ne vem, ni bilo, ne vem koliko, po mojem sem imel 10 ljudi, ki se je obrnilo v enem letu, recimo. Ne? Vse to je tudi kar nekaj. Ampak ja, oni so tudi doživeli pač to, da so živeli zgolj v eni sobi znotraj mojega stanovanja, kjer smo pač bili skupaj, ampak to je bilo napisano. Pač prideš sem zato, ker se hočeš družiti, ti z veseljem razkažem Ljubljano, ne, karkoli. Marsikoga sem pljal Bled na obalo, tako da doživeli so itak ful več, kot so plačali. Ne, ampak meni se pa ni šlo zaradi zaslužka, ampak dejansko ta interakcija. Tako da... To je to, ja. Mi je zelo všeč to, ja. Ja, se takrat, mislim, jaz sem bil še v tistih časih, ko to ni bilo standard v Sloveniji. In takrat je bil tudi couchsurfing meetings so bili, če svedlo v Ljubljani, tam nad podhodom Ajdovščina so se dobivali. In to nas je bilo, ne vem, 10 nas je prišlo tam. Res. Ker ljudje niso vedeli, to pač ni obstajalo. Ne? Ja. Mislim, da je pač Airbnb potem zacvetel kakšen 2 leti zatem. To, kar jaz govorim, je torej 10 let nazaj. Tako da, zanimivo. Ja. Isto sem tako nekje prebral eno novico o tem, pogledam, pa ajde, damo gor. Tako da. Vsaka čast res, podpiram to. To je dobra karma, jaz pravim. Ja, sej, dejansko po eni strani te ljudi še danes imam večino na Facebooku, če bi šel kam v države, kjer so oni, bi jim napisal, da se dobimo. Tako da to mi tudi všeč, ko grem v tujino, vedno pogledam, če kje koga poznam. Ja. Čeprav zdaj, recimo, smo šli na Švedsko, pa ravno v Štokholmu ni bilo nobenega. Tisti, ki sem jih poznal v Štokholmu, jih ni bilo takrat tam, tako da ni šlo skozi. Ok. In z Nove Zelandije sprej ti si delala? Rekla si, zaupala si mi pa, da imaš tudi tam eno takšno prigodo, v bistvu, ki se je zgodila v času tega dela, ne? Pa da bi mogoče rada malo se dotaknila tega. Ja, torej imela sem razne delodajalce, dobre kot tudi malo manj. In ena izmed izkušenj me je kar pretresla. In sicer delala sem v sadovnjakih in tam delajo moški iz teh pacifiških otokov. Oni v bistvu pridejo za pol leta in delajo za družine in jim pošiljajo denar domov. Da lahko oni potem
svojim otrokom omogočijo šolanje in še kakšen luksus, kar ravno ni luksus za nas, a za njih je. In jaz sem živela tam v istem naselju kot oni in sem bila edina backpackerka brez partnerja tam v tistem naselju in seveda, kaj se bom s pari toliko družila. In sem si poiskala družbo, ker sem imela tudi ta moj prijatelj, Novozelandec, mi je pustil ribiške palce in sem rabila nekoga, da mi malo pokaže, kako se lovi. In sem šla do njih, oni so igrali odbojko in sem vprašala, če kdo zna loviti ribe, seveda znajo. In eden je bil še posebej navdušen in je rekel, ja, bomo se dobila po službi in gremo loviti ribe. In midva smo se začela družiti. On je pa tudi pastor cerkve in me je tudi povabil k njihovi maši in tudi med njihovo skupnost. Tam je bilo, kako naj rečem, vsi so me malo gledali čudno, ker niso navajeni tega, da se belec z njimi toliko druži. In midva smo preživljala res ogromno časa skupaj, zgolj prijateljsko. In nekega dne mene delodajalka pokliče v pisarno, to je bilo v bistvu predzadnji dan mojega dela. In za mano zapre vrata, se prav spomnim z resnobo na obrazu, sem rekla, to pa bo resen pogovor, pa je rekla, ja, res bo. Kaj sem zdaj naredila? In mi pove, da njihovim članom te skupnosti ne ustreza, da midva preživljamo toliko časa skupaj, da se bojijo za njega, da je lahko to velika sramota za njega, ker on ima partnerko doma, da to pač je druga kultura in da ni prav, da toliko časa preživljamo skupaj. In sem jaz rekla, midva smo izključno prijatelja, plus tega to res ni njihova stvar, ne? Kaj mi počnemo v prostem času, da se oni v to vmešavajo. A sem jaz poslušala, pogovor je trajal, njeno predavanje je trajalo kakih 20 minut. Mi je govorila o nekih aktih, ki jih določa njihova pogodba, da oni so odgovorni za njih, da ne vem, res, ampak to so neformalni akti. To je znotraj njihove skupnosti. To nima dobene veze z governmentom, ker sem se tudi pozanimala potem o vsem tem. In tudi on je bil poklican posebej in je dobil opomin, ker se z mano preveč druži, dobil opomin v službi. In po tem pogovoru sem ja šla nazaj do svoje sobe in meni so tekle solze, drla sem se od jeze, kako je to možno v 21. stoletju, da se to dogaja. Res. Pa vse sem ugotovila, midva smo šla skupaj na večerjo, tega oni niso navajeni, zato ker oni res vsak cent šparajo za svoje familije. In je bilo to za njega doživetje. In tudi vsi njegovi sorojaki so naju gledali, kot da smo duhova. Ker to ni običajno, da se posebej punca druži z enim izmed njih. Pa vsi smo ljudje. In ugotovila sem tudi, kako oni po ulici hodijo in jih nihče ne opazi, ker jih je ogromno. Oni v bistvu držijo gor njihovo kmetijstvo v Novi Zelandiji. Oni so tisti glavni vir. In to se me je tako zelo dotaknilo, tako sem bila jezna in razočarana in nisem tega pričakovala, ker Nova Zelandija se mi je zdela kot zelo prijazna in odprta država. In ja, jaz mislim, da ni bil toliko problem delodajalec, kot so bili njegovi sorojaki, ker nimajo zaupanja, ker se bojijo, da jim mi hočemo škodovati zaradi preteklosti. Še vedno. Preteklosti, da mogoče še malo razložiš za ostale, pa tudi za nas, res ne vem. Sej vemo, da so bili oni pripeljani iz teh otokov v Avstralijo kot sužnji. In to še vedno stigma,
tudi aboriđini v Avstraliji, ker sem že bila v Avstraliji, oni so kot odpadniki družbe. Se njim so vse dali, njim so dali, lahko se šolajo, imajo bivališča, a oni so povezani z naravo. Oni so njim naravo vzeli, njihov dom. In ne moreš ti nekoga na silo preobrniti, če si on tega ne želi. Ne? In še vedno so stigme, še vedno se čuti to v zraku. In tudi oni, sem videla, ker sem jim za božične praznike spekla piškote, prinesla sem kavo v termovki in sem jim ponudila, sem dala na mizo in so samo stali v distanci in čakali. In sem rekla, vzamite. Niso si odli vzeti. In sem šla naokoli in sem jim razdelila. Ker, ne vem, ne zaupajo. In mi je bilo res zelo hudo, no? In so mi rekli, da še niso doživeli nekoga, da bi tak pristopil do njih. Jaz pa sem še spraševala, kakva je vaša kultura. Mene zelo zanima, kako ljudje živijo po svetu. In tudi, ko sem bila na Baliju, jaz sem spraševala lokalce, povejte mi, kako vi živite. Mene ne zanimajo turistični kraji, mene ne zanimajo fancy restauracije. Jaz želim videti, kako vi živite. In bom šla med vas, bom probala vse, kar mi boste ponudili, ker so pa izredno prijazni ljudje to. Izredno prijazni. Ampak zanimivo je, ker so mi rekli, tega še nismo doživeli. Na večjih krajih še tega niso doživeli. Tako da ja, to je ena taka prigoda, no, malo neprijetna. Kje si pa dobila po eni strani ta zgled, da te toliko zanimajo potem drugi ljudje? Je to bilo v tebi od nekdaj? Ali si to, ne vem, iz kakšne knjige pobrala, filma? Kako te je to začelo zanimati dejansko? Z mene so se v otroštvu, v osnovni šoli delali norca, ker sem s kmetije. Ker sem bila edina s kmetije, pa še en fant, midva smo bila iz občinca. In sem tudi doživela pred parimi leti, da me moj bivši sošolec ni prepoznal in niti po imenu me ni prepoznal. Kako Katja, kdo ti si? Ker sem se jaz tako spremenila, ker sem jaz vedno bila tisti, ne? Ti si z kmetije. Kmetijstvo je bilo zelo malo vredno. Še je. Se mi zdi, da se mene to dotakne. Ljudje, ki jih ne vidijo, se mene dotaknejo. Taki ljudje mene zanimajo. Jaz vedno, tudi ko sem hodila na Erasmuse, sem šla med druge ljudi. To so vedno pogrupirani bili. Slovenci skupaj, Italijani, Francozi. V čem je point, da smo mi tukaj? Če smo samo z našimi. Z našimi jaz lahko hengam kadarkoli. Jaz sem šla med Italijane in oni so se italijansko pogovarjali v sobi, nikoli ne pozabila. Jaz sem v kotu sedela in jih gledala. In pol oni mene opazijo, ker so pozabili seveda, da sem tam, pa me pogledajo, pa se vsi začnejo smejati. Ker jaz sem uživala, da sem jih opazovala, kako oni po italijansko debatirajo. In so me tako vzeli za svojo, ker so videli, pač mene to zanima, mene zanima njihov jezik, kultura. In sem pa imela probleme. To pa na skoraj vseh potovanjih sem pa imela probleme zaradi tega, ker sem vedno pustila naše, pa sem šla po svoje. Kaj si se izgubila? Kakšne probleme? Ja, niso bili veseli, ne? Da so bili neki protesti, pa frke in jaz pa sem vedno neutralna. Zakaj bi se mogli kregati? Zakaj bi se mogli dajati v skupine? Če smo pa vsi ljudje. Tudi tako v življenju, jaz imam ljudi, ki so na nekih pozicijah in imam ljudi, ki niso. Za mene so vsi isti. Jaz se z vsemi isto pogovarjam. Čisto doben ni drugačen od drugega. Po vseh teče kri. In tega nam fali, predvsem v Sloveniji, tega povezovanja.
da smo ekipni, da se spoštujemo, da se družimo. Hvala, da si to poudarila, ker to je sigurno tudi en od sporočil, ki bi jih želel, da bi, ne vem, s tem podcastom ali pa nasplošno ljudje ga bolj začutili, je ta povezovalna nota med ljudmi, ker dejansko počasi smo vsi ljudje. Mislim, meni je grozno, ko berem, kaj dela človek so človeku. Ne? Ja. Zakaj? Mislim, sami sebi smo ustvarili suženstvo, vojne, mislim, katastrofa. Pa še vedno, ne? Pa še vedno bolj. Pa bolj. Ja, se zadnje čase sploh nočem niti novice. Zadnje še enkrat je tast, hotel sem malo šport pogledati in prva, da ga je hotel en vnuk, pa drugi, ne? In je ostala televizija prižgana, jaz pa pač tam na kauču sedim in kar nekrat pogruntam, da že pol ure gledam te novice. Veš, kako se meni stanje spremenilo? Iz čisto dobre volje, jaz sem začutil strah. Ja. Strah za svet, strah za sebe, strah za svoje otroke. Ja. Ko predtem nisem že ne vem koliko časa sploh pomislil, ker pač ne gledamo mi doma. Mislim, sploh ne treba več, kdaj so poročila na katerih kanalih, nič ne vem. Ne? In to je grozno. Res je. Zelo žalostno, ja. Ampak to je ozaveščenost, ne? Ker pa tudi ta narodna trma, ne? Mi smo najboljši. Tega sem jaz ogromno doživela za Slovenci v tujini. Mi smo najboljši, ker prihajamo z Evrope, ker nič nismo boljši. Zanimivo. Jaz sicer zdaj točno teh izkušnje nisem imel. Je res, da jaz sem pač bolj kot ne Slovenci, recimo, ko smo bili v New Yorku, smo se res dobili Slovenci v cerkvi slovenski, zato ker je Zavec prišel jih takrat. In še isti teden smo imeli še pri Petom Jazzeli koncert tam. Tako da smo res bili en trenutek obljudeni Slovenci. Ampak jaz sem danes poznal nekaj še celo ljudi, s katerimi sem potem še danes v stiku, ne, preko Facebooka in tako dalje. Ampak takrat recimo nismo tega občutka. Imel sem občutek ponosa, da so v Slovenci smo, ampak ni bilo pa nič napram drugim. No? Nisem imel toliko tega občutka. Je pa res, da si verjetno ti doživela to drugače, ker si pač bila v manjših skupinah. To, kako se zbere 200 ljudi, je drugače, ne? Kot pa če jih imaš 10 samo okoli sebe. Pa tudi druge kulture, ne? Tudi, vidim, kako je tudi nastrojeno proti Latinoameričanom, recimo. Povsod po svetu. Tudi oni so zelo diskriminirani. Ne? In predvsem to sem začutila. To mi smo boljši od njih. Ne? In jaz pa nisem doživela lepših izkušenj kot pa z Latinoameričani. To je konstantno smejanje, veselje, ples, hrana. Ogromno sem se naučila od drugih tujcev. Res ogromno. Ja. Še kakšna stvar bila v Novi Zelandiji tako, kakšna prigoda še dodatna? Bolj smešna mogoče, zanimiva. Bolj smešna? Da proti koncu malo še razbremeniva. Lahko je poudarim dobro izkušnjo, ni ravno smešna. Okay. To mislim, da sem že nekaj omenila, da sem spoznala enega Novozelandca v Nelsonu. On je bil moj couchsurfing host in on je meni v bistvu dal dom in avto in vse, tako kot sem povedala, in midva smo skupaj potem tudi potovala. Smo izključno prijatelja. Jaz verjamem, da imaš koga doma zdaj to že una ideja, ne? Ampak jaz pa nočem te spraševati teh stvari, ker ne iščemo skupaj. Ni problema. In on je bil v bistvu, lahko rečem, on mi je dal neverjetno veliko, ker jaz sem bila v Novi Zelandiji, se pravim, ogromno bolana in tudi nisem bila v ravnovesju sama za sabo. Iskala sem ravnovesje, ravno zato sem šla v Novo Zelandijo in on mi je pomagal to poiskati. On je učitelj glasbe, zelo precizen človek, se drži reda, ima tisto svojo rutino, življenje ima res postlano, tako kot si ga pač je. In jaz sem pa tista raztrešena, flowam in midva smo prišla skupaj in on se je malo sprostil, jaz sem se pa malo uravnala. In po tej izkušnji sem marsikaj tudi spredvidela
ker vedno sem se počutila, jaz moram vse vrniti, kar mi nekdo da. Ker on je meni ogromno dal, že v samem štartu je on meni ponudil vse. Ti se počuti, kot da si doma, ne rabiš nič. Nič. Meni je bilo čudno. Pa kaj zdaj on hoče? To je že nekaj. Jaz sem ženska, on je moški. To že nekaj ni, okej. Pa smo imela malo bolj globi pogovor in je rekel, Katja, jaz sem takšen do vseh, vse boš videla. In res, on pomaga svojim študentom, vsi ga spoštujejo, ga imajo radi, njegova družina je fenomenalna. Jaz sem spoznala vse njegove prijatelje, res, vse je tak, kot je rekel, da je. In takrat sem se jaz zavedla, da si jaz to zaslužim. Ker vedno imaš tisti občutek malo, ne? Zakaj? To je malo čudno. Takrat pa sem jaz predvidela, Katja, ti si to zaslužiš. Sprosti se in uživaj. Vse je krog, v življenju je vse krog. Ti daješ in sprejemaš. In mogoče on meni nekaj dal, zdaj pa jaz to lahko dam nekomu drugemu naprej. Tak je v življenju. In to je bila ena najlepših izkušenj v Novi Zelandiji, lahko rečem. To prijateljstvo, to razumevanje. Prišla sem tja, pa sem rekla, jaz sem malo posebna. Zdaj več tega ne govorim. Jaz sem normalna. Z mano je vse okej. Jaz sem dobra, pozitivna oseba in širim to v svetu. In imam razumevanje in se učim, seveda tudi imam napake. Včasih jih ponovim še 2-krat. Vse smo vsi ljudje, ne? A sem vredna. To zdaj vem. Ful dobro, da si to izpostavlja, ker je kakšen teden nazaj, je jih priletel en komentar na eno našo epizodo in ravno to je bilo notri nekaj, do vseh sem dober, pa nič se mi ne vrne nazaj, ne? Ni vredno več dajati, nekaj v tem stilu. Mogoče bom v komentar prilepil kakšno sliko tega komentarja, ne? In sem isto odgovoril, da v bistvu, da se vrača, ampak kjer sem jaz opazil razliko v tem, da se pravi dajem in kdaj dobim, je to, ko sem se odločil ravno to, da sem vreden. In jaz bi rekel, jaz sem napisal potem v odgovoru, da sem zahteval nazaj zase. Ampak ne to zdaj primem človeka, daj mi nazaj, ampak energijsko sem zahteval od življenja, da zdaj pa čas, da dobim. Ja. In takrat se začne dogajati. Točno to. Tako da, ful dobro, da si ti to pogruntala. Ja. Ker jaz verjamem, da je ogromno ljudi na tem svetu, ki so ful močni dajalci, ki sam dajo. Ampak se dosti dajemo tudi iz nekega egota, da potešimo našo potrebo, da pač se dobro počutimo, ker smo toliko dali. In problem je samo, ker imamo dosti agendo v odzadju, da pričakujemo nazaj. Ja, res je. Ampak tudi dajati, samo dajati, to pa tudi mislim, da ni v redu. Da tudi moraš nekaj za sebe obdržati. Tudi moraš postavljati meje. Ker to pa takim ljudem, ki so zelo dobrodušni, tudi včasih jih tukaj lahko zmoti. Ne? Tako da tudi meje so pomembne. Kako pa si ti z mejami? Zdaj v tem času zelo dobra. To moji prijatelji zelo dobro vejo. Ker zdaj več nisem tak, ko sem bila pred Novo Zelandijo. Ja, gremo vse posod, imam čas, imam energijo, če tudi je nisem imela. Zdaj, če se počutim slabo, če nisem tako sproščena, ne grem več v nič. Dokler pa sem okej, pa uživajmo. Ker tudi ravno zaradi moje hernije rabim ogromno časa za sebe. In tudi, ko potuješ po svetu, nimaš ravno dosti svojega prostora. In ko sem zdaj prišla domov, sem si ga mogla izboriti. In dosti ljudi je tudi odpadlo. Zato, ker niso mogli sprejeti nove Katje. Saj nisem nova Katja, samo končno sem se postavila za sebe. Končno gledam na sebe. Ker kdo bo gledal, če ne jaz? Ne? Tudi to te tujina nauči, da si sam. Tam si sam, moraš se znajti. In
ni to sebičnost, a je skrb zase. Kaj pa narediš, recimo, tako, kot neka navada, neka rutina zase, zjutraj ali pa čez dan? Prakticiram jogo, kolesarim, hodim v hribe. Sicer tega je zdaj bilo malo manj, ker sem ogromno delala. Drugače pa si privoščim tudi wellness. Zelo rada grem v savne, ker sem bila, včasih sem bila sauna master, mislim, da se tako reče. Kje je to, pri nas ali nekje v tujini? Tukaj pri nas sem bila zaposlena. To je bila v bistvu moja prva služba. Wow. In mi je zelo fajn iti sama, da grem sama, čisto imam svoj mir, knjigica, to je to, uživam. Rada pa tudi grem na izlet, popolnoma sama, na kak hrib, ravno zadnjič sem bila na Boču, potem si privoščim dobro kosilo ali pa kavico, spravim, da se malo pocartam. Torej, znaš biti tudi sama dejansko. Kljub temu, da iščeš ljudi, ti všeč biti tudi sama. Ja. Moraš. Vse to je ravnovesje. Ne? Vse posod v življenju rabiš to ravnovesje. Jaz sem recimo gotovo, danes mi fupa še biti sam tudi, ne? Ampak sem imel obdobje, ko me je bilo strah biti sam. Ja, čustveno strah, ne spravi, ker sem vedel, da takrat se moram soočiti s svojimi občutki, svojimi stvarmi. To je bilo po moje, več kot 10 let nazaj že. In sem potem iskal konstantno akcijo in aktivnost z ljudmi, sem zato, da nisem rabo razmišljati na težke stvari. Ja. Tako da, bežanje. Čas zase je močen. Tako da, rabiš ga, ne? Ja, tudi ko imaš otroke. Seveda, takrat še bolj, ne? Ja. Zato je treba potem ostati ob 4 jutri, da imaš sploh pol ure, preden ostane v naslednji otrok. Tako da, kaj pa to, ko si omenila še zafrkavanje v šoli, je bilo to zelo intenzivno ali je bilo to tako? Je bilo, če si opazila, ni bilo pa zdaj? Je bilo. Ni bilo zdaj to tako, da bi me to zaznamovalo za celo življenje. Ker jaz sem naredila veliko spremembo. Jaz sem zelo zadovoljna z svojim življenjem, kako se mi je obrnilo. In takrat tega nisem razumela najbolj. Me je bilo tudi sram, priznam. Zdaj recimo pa sem ponosna na to, da sem s kmetije, da imam te vrednote, zdrave vrednote. Tako da to je del življenja. Se to pa vedno bolj, bi rekel, v ponos nekomu, da ima kmetijo. Ker vseeno, človeštvo zdaj razume počasi, da rabimo kmetije, da bi mogli več dati v to. Ne? Pa kaj pomeni ekološko, pa vse skupaj, tako da... Še vedno premalo. Ja, mislim, po mojem, jaz bi rekel tako, kar se meni zdi. Zavedanje je že, akcije je premalo, malo je tudi omejitev sama, ker pač ne more vsak si privoščiti imeti časovno. Seveda. Časovno, finančno, pa tudi energijsko. Ne? Mislim, to je kar zahteva. Seveda. Pač, mislim, moji imamo nivo na obali, pa jaz skreno nič skoraj ne naredim zadnje leta, zato ker živim 100 km proč. In ne moram zdaj vsak vikend priti dol pomagati. Ne? In zdaj na srečo, zaenkrat zmorate še vse sama, ampak nekega dne ne vem še, kaj bom. Rad bi ohranil, ne vem pa, kaj bom, ker ne bi pa recimo tam živel. Verjamem. Tako da... To je težko. Ja, je kar zanimiv način življenja, kar težki. Drugače bereš dosti? Ja, kar. Mislim, zadnja leta malo manj, ker vseeno se mi toliko dogaja, da ni toliko časa, ampak imam obdobja, bom rekla. V Novi Zelandiji sem brala predvsem veliko knjig o holokaustu, ker me to zelo zanima že od osnovne šole ven. Kakšen razlog poseben, zakaj te to toliko zanima? Navdihujejo me te zgodbe. Mislim, da ne bo to zdaj slišati, navdihujejo. Ne mislim si, da bi rada to počela. Ampak zelo všeč so mi sporočila iz teh knjig, ne? Ker v bistvu to so žrtve, ki so preživele grozote, ki si jih mi sploh ne moremo predstavljati, a so vseeno ostali močni, srečni, si ustvarili družine. Verjamem, da je bilo zelo težko. Sporočila teh knjig
so tista, ki bi nas vse mogle navdihniti in vsi bi mogli prebrati vsaj eno knjigo v življenju, takšno. Še posebej bi rada izpostavila eno knjigo Najsrečnejši moški na svetu, Eddie Jakov, in njegovo sporočilo o sreči, da sreča izvira iz nas in iz ljudi, ki jih imamo radi. Če si srečen, če si zdrav, potem si milijonar. In to so sporočila, ki jih rabimo v življenju, še posebej v teh časih. Tako da predvsem to. To je, da sem imel tukaj enega gosta, ki je imel mamo, ki je bila v koncentracijskem taborišču. Res? Ja. Ampak ona je to tako ful s filozofijo vzela. Tako da, evo, lahko si pogledaš epizodo s Cirilom, Okay. ko je bil tukaj, tudi za vas ostali, ko gledate. Mislim, njegove zgodbe so bile tudi ful zanimive in kako je razlagal tudi o mami, ki je bila, ker je pač, pretvarjala je bombe. In so pač dobili in išla sedeti, ne. In je rekla, pač nekaj jaz pobijem, nekaj pa oni, ne. Tako ful filozofsko je vzela celotno izkušnjo. Ampak hkrati doživeljem potem je bila blizu 100 let stara, ja? Ja. Tako da je lik razlagal, kako se je vozila s Falconom na obletnico vojne, oziroma nekaj tašnega. Zdaj sem že malo pozabil, to je bilo ena prvih epizod, tako da. Ok. A potem film tvoj najljubši bi bil La Vita è Bella? Ne poznaš? Ne vem, če. Po naslovih jaz... To si moraš pogledati. To je pa res. Kaj francoski? Ne, italijanski. Italijanski? Italijanski, Benigni. Okay. Je glavni igralec in mislim, da tudi režiser. In je tudi o pač koncentracijskih taboriščih in ful film. Tako. Meni je eden ljubših. Sploh na to tematiko vojno in tako dalje. Hvala za predlog. Tako, bom definitivno pogledala. La Vita è Bella. Življenje je lepo. Res je. Ja, se on ful prikazuje ravno to, ne glede na to, kaj se ti dogaja, pač smej se, ne. Vzemi se skupaj s neko filozofijo, z neko radostjo. Kaj pa potem bi rekla, da je tvoja neka vodilna misel v tvojem življenju? Je to, kar si rekla, ali bi še temu dodala kaj? Pogum odpre vrata, srce najde pot. To je moj moto. Vedno. Samo pogum rabimo. Moramo si dovoliti včasih biti malo nerodni, ker se mi zdi, da nam tega primanjkuje. Da sprašujemo čudna vprašanja, ker le na ta način se učimo, da nimamo tistih tipičnih slovenskih, kaj bo rekel sosed. Živimo za sebe, ker mi smo krojači svojega življenja. To bi predvsem rada poudarila. In da si moramo večkrat dati kak kompliment drug drugemu. Tega nam tudi zelo fali. Res je. Na kaj si ti najbolj ponosna nase? Najbolj sem ponosna, da sem šla v svet in da delam v drugem jeziku, ko si nikoli ne bi predstavljala. Ponosna sem, da sem samozavestna, da si dovolim biti to, kar sem. Če tudi me drugi ne podpirajo, če tudi včasih naletim na zaprta vrata, zvesta sem sebi. Ne sledim tako ovčke, drugi. Kako se pa počutiš, ko ti prijateljice rečejo, da si jim zgled, da jim daš mogoče izziv, da naredijo kakšen korak več? Kakšen občutek ti to da? Zelo dober. Zelo. To je tudi ponos. Ponosna sem na to. Res. To je v bistvu moj cilj v življenju. Da sem luč, da sem vodilo drugim. Pozitivna smer. To mi je nek največji cilj v življenju. Da se imamo lepo. Mislim, življenje je lepo. Ja. Lahko je lepo, res. Čakaj. Ja. Naredi si čudovit dan. Točno to. Očitno sem namenoma izbral točno ta napis danes. Je še kaj takšnega, da bi rada izpostavila, preden se posloviva od današnjih gledalcev?
Predvsem, da se spoštujemo in se imamo radi. To je po mojem največje zdravilo za ta planet. Tudi živali, da gledamo na živali, da tudi gledamo na našo lepo naravo, da spoštujemo tudi kmete, ki nam vsi omogočajo te dobrote slovenske na policah, in da si dovolimo biti to, kar smo. To je moje največje sporočilo danes. Naj si pa želim, da boš spoznala še veliko ljudi, še veliko držav videla in prinesla še kakšno pozitivno zgodbo nazaj v Slovenijo, da nas ne pozabiš tukaj. Vsekakor ne. Rad bi se ti zahvalil za tvoj čas in tudi za tvoj pogum, da si mi pisala svojo zgodbo. Jaz sem vesel, da sva se spoznala in čeprav smo imeli malo časa, da se skupaj speljeva, ker ti greš čez 2 tedna približno. Manj, ja. Čez 10 dni, cirka greš že na pot in Bog vedi, ali se boš vrnila sploh na koncu dneva, ali ne? Na obisk bom prišla. Na obisk, ja. Ko boš imela vizo, ne? Ja. Tako da, hvala ti za tvoj čas. Hvala tebi. Hvala tebi za to priložnost. Bilo je super. Hvala. No, me veseli. Zdaj pa vsi, ki ste z nami na tej epizodi, hvala tudi vam, da ste si vzeli čas, da ste nas pogledali. Če potrebuje kdo iz vaših bližnjih kakšen navdih, da mogoče odpotuje tudi sam kam, dajte mu poslati to epizodo, ali pa kakšno drugo epizodo, ker naš cilj je, da dajemo upanje ljudem, da je lahko njihov jutrišnji dan še lepši kot današnji. Hvala ti.